Robertu Golobu smo dobili pa neke vrste samo torej levega Janeza Janša, ampak zgolj hibe Janeza Janše. Da bi iz parlamenta pospremili generalno državno tožilko in predsednika Vrhovnega sodišča v lisicah, če bi bila to prava država. Ko bo to počela politika namesto teh organov, me bo pa res skrbelo, v kakšni državi živimo. Spremljate Tedenski safari, podcast, ki ga gledajo levi in desni. Pa tudi vsi ostali in ne, nismo pokvarili mikrofonov. Po savani razsajajo virusi, tako tisti, ki napadajo grlo, kot tisti, ki škodujejo zdravi pameti. To pa popolnoma podpišem, Peter. Najbolje, da se prvega primera odsotnosti zdrave pameti kar takoj lotiva. Nataša Pirc-Musar je po padcu njenega kandidata za guvernerja Banke Slovenije Antona Ropa napovedala, da razpisa ne bo ponovila. Zdaj razumeti jo je, da nihče od sedmerice kandidatov, ki so se prijavili na prvi razpis, nima možnosti ponovnega sodelovanja za ta prestižni položaj. Kot pravi, bo še naprej ključna strokovnost pri izbiri. Prvo, kar bi jaz rekel na to temo, zdi se mi, da mora biti to hud udarec za ego Roberta Goloba, poslovneža ali pa tega vrhunskega menedžerja, kot pravijo v njegovi stranki, ki je med drugim znan po tem, da je lomil prenosnike na sestankih GEN-I, ko je bil še direktor, in tudi po tem, da odkar pa je v politiki neposlušne, hitro vrže čez ramo. Kaj praviš? Bom pa dodal tukaj, da je pa tukaj zanimiva tudi situacija, da se je na razpis prijavljalo 7 kandidatov, mnogi med njimi kar visoko strokovni, in v tem kontekstu se nekoliko sprašujem, koliko dodatnih finančnih strokovnjakov, ki so primerni za guvernerja Banke Slovenije, še imamo v Sloveniji, ampak verjamem, da nekaj jih še je. In, glede na populacijo bi rekla, da jih je recimo 10, takšnih 7 smo jih že vrgli čez ramo, še 3. No pa menda niti ni znano, kdo je bil od teh prijavljenih. Ampak če gledamo recimo Natašo Pirc-Musar, ona je začela svoj mandat, predvsej tudi kampanjo že prej in potem mandat zelo levičarsko, od začetka. Za leve. Sem za leve, v tem primeru. Je hodila na začetku svojega mandata predvsem na parade ponosa, na borčevske proslave in tako naprej. Zdaj pa začela nekako pravzaprav to smer spreminjati, biti bolj vključujoča in poleg teh recimo bolj levičarskih dogodkov tudi spremlja tudi tiste recimo nekoliko drugačne, pa smo jo videli na teh komemoracijah za žrtve druge svetovne vojne na obeh straneh, bila je v stični in tako naprej. Zdi se mi, da se po eni strani bliža temu, kar je počel Borut Pahor in se trudi, pa vsaj, če že ne trudi biti, pa vsaj trudi dajati vtis, biti predsednica vseh Slovencev in predvsem kazati s to potezo guvernerja, pa predvsem kazati, da ne želi biti lakajka Roberta Goloba, čeprav recimo prihaja iz istega pola, pa vendarle iz drugih struj istega pola. Zdi se mi, da želi v zadnjem času poudarjeno pokazati. Ravno tam nekje se mi zdi, da dan mrtvih je bil prelomnica, ko je intenzivno začela komunicirati svojo neodvisnost. Hkrati se mi pa zdi, da se vendarle, kot je Rok Čakš dobro rekel za enega drugih podcastov zadnje dni, spogleduje tudi z reelekcijo oziroma ponovno izvolitvijo in pri tem igra tudi politično igro bolj na opozicijski sentiment. Eno so te kadrovske odločitve, ker je dejstvo, predsednik republike pač mora seči čez polovico volilnega telesa, zaveda se, da bo verjetno na naslednjih volitvah dobila najhujšega nasprotnika ravno na svojem levem polu, torej ne desno od sredine, tako da verjetno skuša prehiteti dogodke in postati tisti kandidat, kot si rekel, v stilu Boruta Pahorja, ki bo tudi te desno-sredinske glasove vendarle nekako preusmeril na svojo stran. Če bi vzel prve dni ali pa prve mesece njenega mandata, bi rekel, da je to pač predsednica za en mandat, ker po takem vodenju, kot je bila v začetku, mislim, da reelekcija ni bila realna možnost, mislim, da je bil to nek slog Danila Türka, ki se mu je pač posledično potem ni obnesla, zdaj pa ne bi več povsem odpisal. Če se pa osredotočiva na tistega, ki mu je na nek način zdaj kar nekajkrat že dala veto na njegove različne odločitve, Roberta Goloba, pa se mi zdi, da se dobro stara, nepričakovano dobro se stara izjava Milana Kučana iz predsedniške kampanje 2022, ko je rekel, da ne bi bilo dobro, da ima Gibanje Svobode ob predsedniku vlade in predsednici državnega zbora še predsednika republike. Zdi se mi, da bi potem zapadli v samopašnost te vlade, kakršne pravzaprav še ni bilo in bi bila dobesedno nevarna. In to me spomni na še eno
arhivsko izjavo iz istega leta 2022, ko je Marcel Štefančič takrat sicer zelo nasmejano in v simpatiji izrekel kompliment Robertu Golobu, spominjate me na nekakšnega levega Janeza Janšo, ne? Ampak takrat je bilo mišljeno, ti si menedžer, ti si sposoben, učinkovit, organiziran, dober vodja, ne? Dobili pa smo res pač enega najbolj nesposobnih predsednikov vlade v zgodovini samostojne države, ki pa res ima, ne? In mislim, da tudi tega Marcel ni predvidel, podobno prezirljiv odnos do vsega neodvisnega, pa tudi do sodstva in organov pregona, kot je ga imel predhodnik. Ne? Zdaj, tukaj treba priznati, da Janez Janša je zelo sposoben človek, ne? In absolutno. Ima sicer neke te svoje hibe, ne? V Robertu Golobu smo dobili pa neke vrste samo torej levega Janeza Janša, ampak zgolj hibe Janeza Janša, ne pa tudi njegovih močnih točk. Ne, se mi zdi pa še ena stvar, zelo močno sporočilo je dala Nataša Pirc Musar s tem, ko je napovedala, da išče kompetentnega kandidata in hkrati v isti sapi povsem izključila kandidatko Sašo Jazbec. Ne. Saša Jazbec je s tem implicitno označena kot recimo temu nekompetentna, ne, oziroma hkrati je to oseba, ki vodi torej javne finance na področju proračuna, ne, odgovorna za proračun, je pa res tudi, da ima nek nahrbtnik iz časa finančne krize, ko je že bila zaposlena na Banki Slovenije. Ne, tako da, to naj pa spet lahko vrne v kampanjo 2022, ko je Robert Golob Slovencem obljubil, da bo to vlada strokovnjakov. Ne, in zdaj je to zelo močen udarec, to sporočilo predsednice republike, da najmanj ta kandidatka, veva pa še sama, da pač veterinar vodi obrambno ministrstvo in še marsikaj drugega, ne? Ampak to se mi zdi, da je udarec direktno na to predvolilno obljubo Roberta Goloba. Ja, če se želih pri tem, ne, ironično, se s tem, pravzaprav, ko ne izvolimo novega kandidata, podaljšuje, mislim, da mandat prejšnjemu, to pa je Boštjan Vasle, ki pa je izbranec recimo v tem krogu opozicijske SDS, torej s tem, ko se prepirata Nataša Pirc Musar in Robert Golob, pravzaprav podaljšujeta mandat izbrancu Slovenske demokratske stranke za to mesto. Ja, drži. Zdaj, če greva na ta odnosa, ne, seveda del nekega širšega odnosa med Natašo Pirc Musar in Robertom Golobom, ki se tudi vleče od predsedniške bitke naprej. Golob je bil do nje v tistem nedavnem intervjuju na Pop TV, ki sva ga analizirala minulo epizodo, prejšnji petek na Bledu, zelo vehementen, ne? Potem, ko je še nedolgo tega pojasneval, da imata zgledne odnose med kabinetoma, in zdi se mi, ne, ko govorimo o Robertu Golobu, pogosto naletimo tudi na laž kot na pojem v slovenski politiki, da sta se z raznimi pojasnili na relaciji odnosa Musar-Golob zapletla v zadnjem času popolnoma še z odvetnikom Stojanom Zdolškom. Lahko bi rekla, ujela sta se v mrežo. Tako, in sta v lov tedna, evo, tako da poglejmo tole. Mislim, da je odnos korekten, vedno so tako ali drugače se pojavijo zadeve, o katerih ima lahko človek tudi drugačno mnenje. Zato, ker je Tatjana Bobnar skupaj z gospod Roletovo, se pravi njeno PR-ovko, dobila zatočišče v uradu predsednice države, ki imenuje člane senata. In to je velika hiba tega postopka, velika senca dvoma, še posebej glede na javnosti do sedaj že znane konflikte med predsednikom vlade in pa predsednico države. Jaz imam popolnoma korektne odnose tako z njo, kot tudi z ostalimi deležniki oblasti. Se pa držim tega, kar mi ustava narekuje in poskušam ne prestopati področji. Nekateri drugi si pač na nek način mislijo, da bi želeli imeti več, predvsem izvršilne oblasti. Ja, to so 3 čustvene faze v manj kot mesecu dni, precej nestabilno, od zglednih odnosov s kakšnim nestrinjanjem, potem, ko je treba seveda odvetnik izpostavi tudi blazne konflikte, ne? In v naslednjem hipu spet premier, ki reče, da so odnosi delovni in korektni, hkrati pa potem obtoži v bistvu predsednico republike tako zelo med vrsticami, ne, da si očitno želi in hlasta po večjih izvršnih pristojnostih. Ja, ne, tukaj se mi, da se znova kaže, kako nizko smo padli v Sloveniji, ko pravzaprav beseda predsednika vlade ne pomeni praktično nič več. Ne? Če se pogovarjamo o recimo sojenju Janeza Janši kot nekdanjemu premierju, ne, ki je na položaju morda ali morda ne, kakorkoli, kdo to razume, naredil, ne, je ironično, ne, da pravzaprav danes
to, da premijer nekaj reče, ni več praktično nič vredno, se mi pa zdi, da so v Svobodi tudi ne zgolj, pa v kontekstu tega, ne, šli tudi neke vrste v medijsko in debatno ofenzivo proti Nataši Pirc Musar na enem področju, ki v Slovence klasično žuli, ne, to je nek prestiž, neko obdobje, pa mogoče poglejva še ta kolaž dogajanja, ki pa je potem bil deležen. Govoriš pa seveda o ponudbi podjetnikov, da postavijo državi rezidenco. Ne? Tako je, ne, podjetniki so ponudili se, da bi sami investirali in zgradili pač rezidenco predsednici republike, ne, odziv pa seveda pričakovan. Absurdno se mi zdi, da se v tem mandatu ta pogovor o tej predsedniški rezidenci zgodil že tokrat, ne glede na to, da je pač trenutna predsednica republike pred volitvami javno razglašala, da to ne bo njena prioriteta, pa razumem, tle nikakor ne kažem s prstom na njo, da si je to ona zmislila, ampak se mi zdi, da so na drugi strani neki ljudje, ki so zelo očitno odrezani od realnosti navadnega človeka. Ja, verjetno, da sem res odrezan, ker še vedno vsak dan po 16 ur delam, drugače pa jaz mnenje tega gospodiča ne bi preveč komentiral. Vsak cirkus ima svojega klovna, ponavadi ta vloga pripada bolj mladim poslancem, pa je to moj edini komentar na to. Bi jaz podjetnikom svetovala, da kolikor imajo očitne presežke, da naj te presežke prej kot za kaj takega namenijo v humanitarne namene, namenijo v socialne namene, naj pomagajo invalidom, naj vlagajo v izobraževanje in znanost, potem pa lahko razmišljamo tudi o luksuzu. Gre že večkrat videno njeno lažno skromnost. Sej konec koncev je to predsednica, ki sama s Falconom na Dunaju leti in tam je ona pokazala o realnosti in o svoji skromnosti. V bistvu ni kaj dodati, zelo dobro je utemeljil Joc Pečečnik in pokazal na eno stvar, o kateri sva se že v tem podcastu pogovarjala, da imajo v Svobodi bodisi katastrofalno slab PR ali druga opcija, da tega PR-a nihče ne upošteva. Ne. Namreč potem, ko z javnim denarjem delaš, pa res bom kar rekel, kot svinja z mehom, ne, in za Litijsko daš ali pa zagoniš 7 milijonov, da jo preraščajo alge, pa potem še 7 za računalnike. Ne. Res neokusno potem, da probaš deliti na svete, ne, kaj naj s svojimi zasebnimi presežki počnejo neki podjetniki. In že druga stvar, zdi se mi, da tudi podjetniki vedo, kaj delajo, s tem, ko ravno Nataši Pirc Musar ponujajo, ne, sicer seveda ostane rezidenca v trajno last državi, pa vendar, ko ravno v tem mandatu ponujajo rezidenco, mislim, da na simbolni ravni tudi prikimavajo Nataši in pravijo čestitke za držo, ki jo imaš proti Golobu. Ne. Ja, jaz bi dodal, da ironično je, da o tem, da nekdo nima stika z realnostjo, govori fant, ki je tudi ti si iskal primeren izraz. Ki je njegova prva služba v življenju biti poslanec državnega zbora. Seveda, ker to tako gre, iz srednje šole direktno v parlament. Iz faksa sicer, ampak ja. Ne. To je ena stvar, druga stvar, to je pač ta klasika slovenska, ne, v smislu, pač, če ima nekdo nek prestiž in bogatstvo, da je nekaj slabega, je treba to takoj vršiti, ne, pri čemer, dajmo se mi končno malo vprašati, ne. Zdaj, jaz razumem, jaz bi bil vesel, če bi imeli predsedniško palačo. Ne rabimo neke hudo prestižne, neke ne vem kakšne ogromne palače, ampak verjamem tudi, da podjetniki ne bi pretiravali v tem primeru, ampak naredili neko dostojno, morda tudi pomenljivo, recimo nekako iz slovenske kulture zgrajeno palačo, ki bi bila nek nacionalni simbol. Ne, tukaj se vidi na levici, pravzaprav te nacionalni simboli jih običajno zelo dajo nemar. Ob tem bi te spomnil na Falcona, ne? Pred zdaj že kar davnimi leti, ko si je to mislil takrat Janez Drnovšek, ne, je bil to tudi velik, kar moralna panika in velik škandal. Ne? Potem se spomnim še do leta 2008-2009, se je tudi Borut Pahor takrat izrazito otepal letenja s Falconom oziroma se je gledalo pod prste za vsak posamezen let. Danes najbolj normalna stvar. Ja. Pričemer pa se mi zdi, da poskušajo, ne, kot poslanca Žavbi in Klakočar Zupančič, nekako nakazovati, češ, kako so podjetniki pravzaprav tukaj neki zlobni kapitalisti, ki ustvarjajo dobičke na plečih ubogega delovnega naroda. Presežki so bili skoraj kot kletvica. Skoraj, ne. Ja. Tako da tukaj res mislim, da na tej patetičnosti Urške Klakočar Zupančič, ki pa seveda potuje v Ugando, potuje z Falconom na Dunaj in tako naprej, ne, si privošči marsikateri luksus, ne, pa res ne bi, no, mislim,
Torej, predsednica ne rabi, predsednica republike očitno po mnenju Svobode ne potrebuje rezidence, potrebuje pa predsednica državnega zbora gorilo. Ne? Tako ne, mislim pa, da država ne bi škodila. No? Mislim, ni zdaj to neka obvezna stvar. Je pa res, da v politiki ni nepomembna tudi ta, neka socialna komponenta, ko se dva državnika recimo srečata na nekoliko manj uradnem in v tem kontekstu pač, če imaš ti predsedniško rezidenco, je to stavba, ki je pripravljena za take objekte, zdaj ne more glih predsednik domov, če živi v nekem stanovanju, pripeljati drugega državnika v predsedniški palači oziroma v pisarni uradu predsednika republike, pa ti pogovori nikoli ne more biti tako sproščeni, kot bi lahko bili ob kavi, recimo v Beli hiši, naprimer, na vrhu. Si pa Svoboda med tem privošči en drug luksus in to je, da ima še vedno Poklukarja na čelu notranjega ministrstva in Jušiča kot generalnega direktorja policije. Ne? Ja, lahko bi to rekla kot luksus, pa mislim, da je pomembno, ker se je v javnosti nismo nikjer zares dobili pojasnila, kako zadeva gre. Ne, torej vlada je imenovala Senada Jušiča za generalnega direktorja policije, drugi kandidat za to mesto, Boštjan Lindav, se je pritožil, ne, in upravno sodišče, ki je to razsojalo, je ugotovilo, da pravzaprav je sklep o imenovanju Jušiča tako pomanjkljiv, ne, mislim, da se je pritožil zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj, ne, in sodišče je ugotovilo, da je sklep tako pomanjkljiv, da enostavno ni mogoče ugotoviti, ali Jušič izpolnjuje te zahtevane pogoje ali ne, in so razglasili sklep kot nezakonit, niso pa se sploh vsebinsko presojali o njem, ker to ni bilo mogoče. Zdaj se vlada zgovarja, češ niso odstavili Jušiča, torej Jušič lahko ostane, ne, in da je to stalna praksa, kar je spet ironično, morda res je to stalna praksa, ampak tudi če je sporna, ampak ker se prej nihče ni pritožil, te prakse ni nihče problematiziral. Pa še sami so rekli svobodnjaki, da bo v tem mandatu vse drugače in da se nikoli ne bodo zgovarjali na vlado ali vlade pred seboj, ne, pa je zadnje čase samo še to. Meni je fascinantno, kako je Svoboda, potem ko sem mogoče pred tednom dni še opažal določene nianse v izjavah, ne, kako bi morda vsaj generalni direktor policije lahko bil ogrožen na tem mestu. Zdaj so popolnoma strnili vrste, tako okoli Poklukarja kot okoli Jušiča in moram reči, da mi je tudi vsebinsko logično z njihovega vidika, zakaj. Ne? Imajo šibkega generalnega direktorja policije, ki točno ve, da tam nek košček papirja manjka, da bi bil dejansko zakonito imenovan, tako kot se to funkciji pritiče, sploh takšni in spodobi. Ne? In mislim, da imajo pač na vrhu policije lutko, ki je do zadnjega, dokler pravzaprav koalicija ne bo pokazala meje, ne, tiste mejne črte, do zadnjega jo bodo imeli. Ampak moram pa tudi reči, ko ravno govorimo o koaliciji, za drugi dve manjši stranki, ne, pa mislim, da ena izrazito trepeta na rejtingih, ali bo še kdaj v parlamentu ali ne, govorimo o Levici, ne, druga pa tudi se sooča s precej nizko javno podporo. To je moralna kapitulacija SD-ja in Levice, potem si pač niti ne zaslužijo konkretno v SD-ju, da bi bili ob kakršnem koli že Golobu v prihodnem mandatu vodilna stranka tega levega pola. Ne? Drži, ne? Ampak pogledamo morda najprej, kako se je vlada podala v ofenzivo zaščite Jušiča. ChatGPT je bil spet na delu. Ne? In Poklukarja, ki med drugim ravno zaradi Jušiča deležen interpelacije strani NSI-ja in podpore celotne opozicije. Minister Poklukar ima podporo, delo policije. V tem trenutku lahko vidimo, kaj vse so v zadnjem obdobju raziskali, kako so k zadevam pristopili. Slovenija je varna država, to, o čemer ravno v interpelaciji govorijo, da naj ne bi bili varni, da imamo probleme z migracijami, pa romsko problematiko in tako naprej. Vse to že zdaj vemo, da ne drži. Ministrstvo za notranje zadeve z obema organoma v sestavi, tako policijo kot inšpektoratom Republike Slovenije za notranje zadeve, svoje delo opravlja zakonito, strokovno, v skladu s svojimi pooblastili in predvsem učinkovito. Naj povem, da je Slovenija varna država in slovenska policija zagotavlja visoko stopnjo varnosti prebivalkam in prebivalcem Republike Slovenije. Imamo pa tudi neprijavljene shode, ki jih spodbuja politika vaših kolegov iz opozicije, kar je naravnost grozno, ker to prispeva k nevarnosti ljudi in tudi občutku nevarnosti. Poleg tega živimo v svetu, ki trenutno se dogaja okoli nas res veliko neljubih stvari in to vpliva na varnost. Ampak v Sloveniji smo varni. Ta zadnji kolar je pa izjemen. Torej, ko uspeš
v debato o nezakonito imenovanem direktorju policije prinesti shode v Celju strani SDS-a kot grožnjo varnosti države. Ali pa zaplinjanje Ljubljane, to jim vedno znova uspe, sicer pa omenil sem ChatGPT, vse izjave delujejo, kot da vtipkaš umetni inteligenci, prosim, poišči mi stavek, Slovenija je varna država in potem pač 10 do 20 verzij tega. V glavnem, to so koristne lutke ali pa koristni idioti Roberta Goloba. Se spomniš minuli petek, ko sem pokomentiral, da tem ljudem, ne glede na to, če v nedogled ponavljajo iste farsične citate, ni nerodno, res jim ni nerodno. Ne, očitno se pa kaže izjemen vpliv Damirja Črnčeca, tako Poklukar kot Jušić naj bi bila, recimo temu, njegova človeka, da ne rečem kaj drugega. In kot že rečeno, se mi zdi, da tukaj gre pravzaprav za totalno kapitulacijo SD in Levice, ki sta tudi bili zelo glasni že v preteklosti, ko se je Črnčeca imenovalo na razne položaje zaradi pač njegovih zapisov iz preteklosti. Če se pa navežem še nekoliko na Jušića, v normalni demokraciji bi Jušić odstopil. In če je res, kar drži uradniški svet in vlada, kar trdijo, da zgolj detajl, da pač niso dali prave dokumentacije k sklepu, vse ostalo pa drži, potem bi lahko Jušić elegantno rekel, v tej državi spoštujemo sodbe sodišč, jaz sicer imam vse pogoje, ampak ker so naredili napako, bomo postopek ponovili, bom jaz te pogoje vse lepo predložil in bo potem zadeva čista. Ne nazadnje bi na ta način tudi izpodbil vsak dvom v to, da pogoje izpolnjuje, kar jih očitno ne, če tega ne naredi. In ne nazadnje, je policija izjemno pomemben organ pri pregonu kriminala in s tem ravnanjem pravzaprav še podpihujejo jezo ljudstva, ki se potem pa manifestira s shodi, kakršen je bil recimo ta teden v Celju. Med drugim, res je, v Celju je namreč potekal nov shod SDS-a in privržencev Janeza Janše, ki se mu seveda nadaljuje sojenje v zadevi Trenta. Mislim, da ostane še ena obravnava do konca tega leta. Shod je imel zdaj, v bistvu sva lahko kar vesela, ker sva ponudila tezo minuli teden, da je to bolj predvolilna kampanja kot protest proti krivosodju in zdaj so to potrdili. Ima predvolilne znake, tega niso več skrivali in tudi retorika je tokrat šla stopničko 2 naprej. Poglejmo. Dviguje se temperatura, včasih se pa ironično sprašujem, ali sploh upravičeno tega, da so vesela, če se zelo vešče napovedi izpolnijo. Ta zbor ni zbor zgolj proti krivosodju, ampak je naš zbor na poti do naše zmage na volitvah. Danes se tukaj v Celju tlakuje zmaga za normalno Slovenijo. Če bi mi imeli pravno državo, potem bi vodjo tožilstva Katarino Bergant in pa vrhovnega sodnika, predsednika vrhovnega sodišča Miodraga Đorđevića prejšnji teden z lisicami peljali van iz parlamenta. In poglejte, iskati pravico na slovenskem sodišču je enako kot iskati devico v kurbišču. Vladajo kriminalci, ki se jim dolgo piše, vladajo animir dame in vladajo udbo-mafijski botri. Hočemo Slovenijo, v kateri se bo spoštovala ustavna pravica staršev do vzgoje otrok. Hočemo Slovenijo, kjer naših otrok v šolah in vrtcih ne bodo protiustavno posiljevali ne z rdečo, ne z mavrično ideologijo. Ja, z malo ironije in cinizma seveda bi rekel, da so bili ljudje vabljeni na protest proti krivosodju in krivicam, ki se godijo Janezu Janši v tem sodnem primeru. Na koncu pa so zelo dobro, predvsem Hojs, Primci in Janez Janša vedeli, da so na predvolilnem shodu, ker smo slišali na začetku Hojsa in Primca, ki aktivno dejansko pozivata k množični udeležbi na volitvah in k zanesljivi zmagi SDS, medtem ko Janez Janša na koncu velikokrat rekel predvsem hočemo Slovenijo in bral predvolilne točke programa SDS, kar seveda z njegovim primerom oziroma zadevo Trenta res nima nikakršne povezave. Ja, jaz bi tukaj rekel sicer, da jaz bi bil vesel, če bi imeli več predvolilnih shodov v Sloveniji. Se mi zdi, da to pravzaprav Vem, kaj misliš, slovenska demokracija nekoliko opustila v zadnjem desetletju, recimo v preteklosti se še spomnim, ko so bili te veliki shodi strank, danes tega so razmerno malo in
bi bilo fajn, če bi politiki šli na predvolilnih shodih več med ljudi. Mislim pa, da je fajn, da se ne meša stvari. Večkrat se je že zgodilo, ko je Janez Janša sklical shod v smer neke teme, potem pa to lepo, seveda zelo prikladno izkoristil. Na tej točki s pravosodjem v Sloveniji so težave, to je zagotovo, ampak zdaj, če se navežem recimo na izjavo gospoda Mahniča, da če je pravica v slovenskem pravosodju res tako redka kot devica na Kurbišču, potem se mi zdi, ne vem, a je Senad Jušić srečal edino devico na Kurbišču, ko so mu pač njegov sklep o imenovanju razglasili za nezakonitega. Ali pa konec koncev tudi Janez Janša, očitno spoznal to devico v Kurbišču, ker vendarle, kakorkoli je bila ta sodba v zadevi Patria, govorim, kasneje razveljavljena na Vrhovnem sodišču. V tem kontekstu se mi zdi pač, da je pisanje takšnih, pa izjavljanje tako dramatičnih izjav lahko nevarno. Res razumem, da so ljudje besni, ker se na sodiščih dogajajo mnogim krivice, ampak dajmo pogledati, pač ni enostavno je problem, da nismo imeli politične volje v času osamosvojitve in demosa, da bi ilustracijo izpeljali, enostavno ni šlo zaradi same osamosvojitve, potem tudi nekaj časa ni bilo tega možno izpeljati zaradi drugačne oblasti, ampak treba je se lotiti posameznih primerov, ki so sporni, imamo posameznike, ki so prilezli visoko v pravosodju, morda zasedajo celo pomembne položaje danes in imajo še ta pedigrej iz prejšnjega režima, ki je sporen, ampak če se že tega lotevamo se tega na tak način, da te konkretne posameznike procesiramo, ne pa da pravzaprav vzbujamo celoten dvom v celotno pravosodje, ker to pa gre po zelo nevarni spolski strmini. Strinjam se, dve zadevi. Žan Mahnič se mi zdi, da je bil retorično tokrat daleč najbolj problematičen med govorci na tem shodu. Tudi tisti prvi del izjave, ki sva ga odrezala, se pravi lisice, da bi iz parlamenta pospremili generalno državno tožilko in predsednika Vrhovnega sodišča v lisicah, če bi bila to prava država. Ne. Žan Mahnič, policija, tožilstvo in sodišče so tisti, ki pač nek primer sprocesuirajo in ocenijo obratno, ne samo seveda politike, ampak tudi njih, ali je kdo za to, da konča za zapahi ali pač ne. Ko bo to počela politika namesto teh organov, me bo pa res skrbelo, v kakšni državi živimo. In drugo, moram se obregniti še ob eno izjavo Janeza Janše. Spet, jaz točno vem, kaj je želel reči. Imamo župana v Ljubljani že 17, 18, 19 let, ki ima, 25, 26 odprtih kazenskih zadev, niso več odprte, v glavnem mislim, da sta še dve. Ampak, če rečeš v primeru Zorana Jankovića, da vladajo kriminalci, naprimer, ki jim, družini Janković odpiše pač sistem več 10 milijonske dolgove, potem, če uporabljamo isto retoriko, moramo biti dosledni in reči, da največjo opozicijsko stranko vodi kriminalec, proti kateremu je pregon v zadevi Patria zastaral, ali ne vem, kaj je želel s tem povedati. Očitno nekaj takega. Ja, to je spet lahko zelo dvolično. Ja, oproščen ni bil, zastarala je stvar. Drži, je pa res, da je bil sam postopek precej problematičen, tako da v tem kontekstu morda ne bi čisto enačil Janše in Jankovića, je pa vendarle, ko se pogovarjamo o povsem razgradnji pravosodja in izgradnji znova, treba povedati, da tukaj je skušnjava, da potem tisti, ki gradi znova, pravzaprav zgradi isto stvar, ki je samo nagnjena pač v drugo smer, prevelika, in da je to zelo, zelo tvegana retorika. Jaz mislim, da so tle reforme nujno potrebne, lahko bi celo rekel, v redu, dajmo si iz tujine pripeljati kakšne strokovnjake, če sami recimo svojim ne zaupamo oziroma pač so preveč kompromitirani, v redu, lahko, ampak dajmo pol zapeljati to na tak način, da zadeve, to je tudi realistično. Jaz mislim, da te obljube, ki so jih dejali, so povsem tudi nerealistične, konec koncev živimo v Evropski uniji, na tak način razgraditi pravosodja enostavno ne moremo. Je pa tukaj en izjemen prostor, se mi zdi, za recimo temu zmerno desnico, ker se je Janez Janša s SDS-om in s temi shodi postavil predvsem na radikalno smer prav na področju pravosodja in mislim, da so tle pravzaprav na drugi strani v tej zmernejši desnici odprli pravzaprav pot, da lahko, če se uspe pametno povezati in pripraviti na naslednje volitve, doseže en dober rezultat. Se takoj navežem na to, kamor greva v naslednjo temo, ampak bi še rekel nastavek, ki si me v bistvu asociiral z besedo na precej radikalno pozicijo, da sta šla Janša in SDS. Pravzaprav, če gledamo sporočila, predvolilna sporočila tega shoda, če so to predvolilni shodi, mislim, da potem od včeraj, ko je bilo to eksplicitno povedano na nek način, na pol šali, na pol zares, ni več razloga,
razloga, da bi jih kdorkoli obiskoval od tega trenutka naprej. Zakaj? Zato, ker tisti, ki danes vedo, da bodo volili SDS, bodo to tudi storili, ne? Medtem ko dvomim, da bi takšna kampanja segla preko tega mehurčka in dosegla nove volivce. Ne? No, seveda, kdo želi, lahko gre, ne? Seveda, da o tem ni dvoma, da ne bi kdo narobe razumel. Ni pa v smislu nabiranja glasov nobene funkcije več. To pa drži, ne? Kar je pa še ena zanimivost in se mi zdi pa škoda, ne? Pravzaprav na tem področju pravosodja so zastavili dokaj radikalno, medtem ko pa če poslušamo celotne govore, ne? Ima Janez Janša povedati izjemno veliko tudi zelo vsebinskih stvari, ki bi bile za Slovenijo pa nujno potrebne. Se mi zdi škoda, da se pravzaprav vse te stvari potem meša in na koncu splahnijo zaradi recimo enega vehementnega govora Žana Mahniča. No in tu smo zdaj na naslednji istočnici, ravno to, da se marsičesa koristnega ne sliši, ne, zato ker je retorika skrajna in nesimpatična, je v sredini bonus epizodi veliko govoril o tem tudi šef NSI Matej Tonin, ki je med drugim ekskluzivno za Safari precej naravnost spregovoril še nikoli tako o formuli za desno-sredinsko vlado, ki pa je ne bi vodil Janez Janša. Bova pogledala to izjavo še enkrat, mislim, da tako konkreten še ni bil. Meni osebno bi bila najljubša skupna lista, ampak to je zelo velik cilj ali pa bi rekel tudi morda težko dosegljiv. Kar se tiče Nove Slovenije, le sem miren. Jaz vem, da bomo mi dobili med 7 in 10 poslancev, mi smo utrjena stranka, dobra ekipa in te bojazni ni. Ne vem, kaj bo z SLS-om, ne bom sodil, tudi vprašanje, kaj bo z Lotričem. Mislim, da bo gospod Logar primerljivo tam nekje, kjer smo mi. Ampak to na koncu ne daje tistih sinergijskih učinkov. Jaz zagovarjam za to, da bi mi morali narediti predvolilno koalicijo. Če je možno od te predvolilne koalicije iti še korak dlje in iti na skupno listo, to bi pomenilo, da noben glas za to listo ne bi bil stran vržen glas, ker bi bilo zagotovljeno večje število poslancev in hkrati bi to dalo neko upanje, nek moment, da obstaja v tem slovenskem političnem prostoru še ena močna skupina, ki lahko da tudi predsednika vlade in dejansko spremeni samo smer Slovenije. Ja, tokrat je Tonin prvič povsem eksplicitno naštel potencialne partnerje, Logarja, Lotriča, SLS, saj ni neko presenečenje, ampak imenoval jih do te točke dejansko še nikoli tako ni. Prvi korak k temu morda že opažamo, ne? Ko so Logar, Kalo, Hirglova postali v parlamentu nek obvod mimo SDS-a za sklicevanje kakšnih nujnih sej in za interpelacije, je pa seveda vprašanje, ne? Kako daleč bodo šli v tem povezovanju, bodo to res skupne liste ali predvolilne koalicije, malo seveda odvisno od tega, kako jim bo možgančke zmešale ankete, bi jaz temu rekel. Ne? Ja, pa ne samo ankete, ampak še tudi kdo drug, kakšne sestanki in podobno. Ne? Smo pa zdaj v taki unikatni situaciji, ko se je SDS zelo jasno pač zabarikadirala, če tako rečem, kamor se je. In pravzaprav zdaj po eni strani osvaja celoten desni pol, kar je možno osvojiti, kar ni možno se nekako požiga, saj tako vtis je. Ampak tisti, ki so to preživeli, ki se niso pridružili SDS-u in ostajajo faktorji, recimo tako ali drugače na desnici, večji ali manjši, imajo zdaj unikatno priložnost. Da se ne bi žrli še med sabo, ne? Da se lahko povežejo, ne? Kajti stranka, ki ima 5, 6, 7 odstotkov, je manjša stranka, težko potegne neko veliko silo volivcev za sabo, ker dobršen del volivcev, sploh tistih neopredeljenih ali pa tistih, ki se na koncu zadnji dan odločajo, zelo radi sledijo nekim projektom, ki imajo potencial doseči nekaj večjega. In če se združijo, bom rekel, vse te sile na zmerni desni oziroma desni sredini, imajo potencial, da posežejo po dvomestnih številkah in recimo nakažejo tudi neko novo resno politično smer. Je pa tukaj problem prvič, tisto, kar je omenil Lojze Peterle, torej, da imamo tveganje, da imamo preveč petelinov na premajhnem gnoju. Po drugi strani se mi zdi, da so pa ti glavni akterji, ki jih trenutno spremljamo, tisti, ki so se že nekako recimo opekli, kdaj tudi ob Janezu Janši in so na ta način morda zmožni to njegovo pač delovanje tudi preseči,
in morda vendarle stopiti skupaj. No? Nekaj upanja za to vendarle je. Ne? In če se tu vrnemo za hip še na kampanjo, kot si jo je zamislila SDS, Janez Janša pred sodiščem kliče na 50+%, zdi se mi realno, vendarle politično realno, da v sebi verjetno upa na tam okoli 30%. Vendarle pa bi rekel, da kot praviš temu barikade oziroma skrajna retorika, da to služi tudi določeni stopni panike pred tem povezovanjem zmerne desnice, o katerem si zdaj govoril. Zagotovo, ne, in v tem kontekstu spremljamo tudi recimo napade na posamezne akterje, medtem ko je recimo se zdi, da je Peter Gregorčič obupal nad prevzemom SLS-a, pa smo lahko ta teden brali članke o tem, da bi morda to kot naslednja poskusila recimo Tina Bregan. Ja, in tu je spet sejanje nezaupanja med partnerje potencialne, ki jih je omenil Tonin, se pravi SLS in NSI konkretno, ker se tudi prvi teksti v zvezi s Tino Bregan že pišejo v kontekstu SDS-ovega večjega vpliva na njo, kot pa na Petra Gregorčiča. Jasno je bila, mislim, da državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje v času Janševe vlade, kasneje je bila tudi del projekta konkretno Zdravka Počivalška na minulih volitvah, ki je tudi nekako gravitiral v osončju morebitne koalicije z SDS-om. Tako da zanimivo, je obupal Gregorčič, nekdo drug od zunaj pa še ni obupal nad SLS. Bomo videli, je pa res, da recimo tukaj je potekalo že kar precej projektov, tako in drugače združevanja, če se vrnimo preteklo, združevanja SKD in SLS, pa potem razni skupni nastopi pred volitvami, ki so se še isti dan običajno propadli v nekih napakah, pa naj bilo to napaka Mateja Tonina, ko je recimo leta 2018 potem v kamere, ko so bili na skupnem dogodku na hodniku v Pop TV kamero izjavil, češ da ima on več šans, da bo premier kot Janša, in potem je Janša zameril in ni hotel priti v pogovor, do raznih recimo idej o skupnih listah na evropskih volitvah lansko leto, oziroma letos, pa do tega recimo ni prišlo in tako dalje. Tako da tukaj je bilo teh napak in vmešavanja veliko, vprašanje pa je, so se kaj naučili. Matej Tonin je govoril o novem političnem produktu in to, da bi nekomu uspelo preseči te male kaprice in vzpostaviti dovolj zaupanja, da preseže neke stare vzorce, to bi res bil nek nov produkt na slovenskem političnem parketu. Jaz upam, da so se ti ljudje res iz napak iz preteklosti kaj naučili, da lahko potem to peljejo naprej, ker če bodo znova delali iste napake, kot so jih prej, potem tudi so to zgolj pobožne želje. Omenila sva kaprice, naslednja tema je taka, kjer bova diskutirala o tem, ali nekaj kaprica je ali pač ne. To je ugovor vesti za farmacevte, kako se nam je prikradla ta tema med pravzaprav ene bolj udarnih v minulem tednu. Vlada je namreč potrjevala novelo zakona o lekarniški dejavnosti, ki vsebuje tudi jasno definiran člen o ugovoru vesti. Vlada pa je to kasneje našla in se zgraža post festum, kar smo pa tudi pri Golobovi vladi že vajeni, in napoveduje črtanje podtaknjenca z amandmaji v parlamentu. So si ga podtaknili očitno sami. Tako da tukaj veliko pove o tem, kako sploh na vladi berejo gradiva. Ja. Tako da je pa recimo, bi jaz začel mogoče glede tega, da tukaj smo videli ta pogrom nad dogovorom vesti, ki pa je pomemben z vidika pač delovanja sistemov, ker omogoča, in to ni neka kaprica, ki bi zdaj človeku rekel, ne da se mi tega delati, nočem, ni mi všeč, ampak gre za temeljna moralna vprašanja, kjer ima lahko nek zaposleni, ki ima tak svetovni nazor ali veroizpoved, da mu to recimo, da je zanj sporno, lahko se iz določenega dejanja umakne. Zdaj, da greva konkretno, zakaj točno gre oziroma zakaj v praksi največkrat potem gre na nekem lekarniškem okencu. Jaz bom rekel tako, osebno si sicer težko predstavljam živeti v družbi, ko mi zdravnik podpiše na podlagi neke moje diagnoze ali pa neke moje trenutne potrebe, neko zdravilo, potem pa na nek način, ko odidem iz ordinacije, še enkrat trepetam pred okencem pri farmacevtu, ali bo na koncu se mu zdelo ta moja predpisana kura sporna, etično ali ne. Da sva še bolj konkretna, Nika Kovač je takoj skočila, kaj bo z kontracepcijskimi tabletami. Imeli smo primer, mislim, da na severovzhodu države. Ja, v Lendavi, Tako, ko je to farmacevtka odklonila. Zdaj, ne vem, teoretično, malo mora biti poštena do gledalcev, da smo malo diskutirala še pred snemanjem te epizode, in teoretično sem ti jaz izpostavil svoj dvom, kaj se zgodi, ko pride nekdo tudi s psihičnimi težavami, pa ne govoriva o kakšnem trenutnem nezadovoljstvu, ampak čem težjem,
in ima potem farmacevt neke načelne težave tudi s stranskimi učinki določenega antipsihotika, antidepresiva. Ja, pri čemer, kolikor je meni znano, se pravzaprav ta ugovorosti nanaša predvsem na te res v praksi res, težke moralne dileme, ki pa so mislim, da v farmaciji gre v pretežni meri ali pa skoraj izključno za kontracepcijo, pa ne katerokoli, ampak kontracepcijo, ki deluje abortivno, kar pomeni, da se je pač otrok že spočel, potem pa z kontracepcijskimi sredstvi preprečimo, da bi se recimo ugnezdil v maternico ali pa ga izstradamo, da potem recimo ne more preživeti. Ne? In v tem kontekstu je pač to, gre za končanje človeškega življenja, čeprav starega morda zgolj nekaj ur, ne? Ki pa je in za katoličane in za marsikoga, ki pač spoštuje življenje in je to mu življenje sveta od spočetja do naravne smrti problematično in ne želi recimo sodelovati v tem postopku. In ko govoriš o teh, bom rekel, kuri, ki ti je predpisana, ne, govorimo o kontracepciji, ki pravzaprav iz tvojega telesa odstrani neželjenega otroka. Zdaj, tule midva izhajava čist transparentno iz različnih izhodišč. Jaz bom svoje 3 recimo poglavitne skušal čim bolj strniti. Prvo je, gledam bolj politološko kot recimo dogmatsko, izhajam iz tega, da opažam ogromno tendence politike, vseh vrst, leve in desne politike, potem, da državljanom nekaj v narekovajih, bom rekel, jemlje. Ne? Zdaj, če gremo najprej na levi pol, ki nam trenutno vlada, opažam izjemno tendenco finančnega ministra, ne, da bi ljudem pobral več kot teh 50 do 60%, ki nam jih država že itak pobere od naših prihodkov, ne, in da bi se potem to delilo, kakor jim pač paše. Ne. Na nek način na drugem političnem polu, desno od sredine, pa morda opažam tendence po jemanju nekih drugih svoboščin in pravic, ki bolj segajo, recimo, jaz bom to zelo karikirano rekel, v spalnico ali pa nekam drugam. Ne. Druga točka, recimo, da je stališče, ki si ga izrazil, ne, bolj nekako iz tega konzervativnega političnega pola, ne, ampak konzervativizem, vsaj kot so ga mene učili, ne, definicija konzervativizma je vendarle posameznikova svoboda in odgovornost na prvem mestu, oziroma kot to politiki potem radi zreducirajo, manj države. Jaz sem potem, če pri denarnicah manj države, bi jaz osebno rekel manj države še kje druge in tisto zadnje, ne, morda zakaj se nam debata o kontracepciji leta 2024 vrača kot nekaj politično tudi relevantnega. Zdi se mi, da je to želja političnih strategov, da bi se znotraj levice delili na 3 vrste levice in znotraj desnega pola na 4 do 5 vrst desničarjev. Drži, ne, je pa tukaj par stvari, ki jih morda vloga države je, da varuje, ne, oziroma da brani osnovne človekove svoboščine, ne, potem pa se ne vmešava več, ampak osnovna človekova svoboščina je pravzaprav pravica do življenja, ne, na kateri temeljijo vse druge, in če ti pač to pravico do življenja podreš, potem smo enostavno prišli do točke, ko je neko udobje, neka praktičnost, priročnost pač nad pravico do življenja, in v tem kontekstu je naloga države, da to varuje. To je osnova. Ne, tukaj ne gre, jaz tudi ne zagovarjam tukaj nekega poseganja v spalnice in poseganja v vse ostale stvari. Ne, je pa tukaj, če že kot družba nismo zmožni priti do tega stališča, da zaščitimo res vsako življenje, ne, ali pa še nismo zmožni priti do stališča, je ugovorosti pravzaprav nek ključen prvi korak, ki omogoča vsaj tistim, in tukaj govorimo o poklicih, katerih velika večina dela je drugje, ne, da ne sodelujejo pri zanje moralno izrazito spornih dejanjih, to je pravzaprav končanje človeškega življenja. Z lepo poanto si sklenil, govoril si o nekem minimalnem konsenzu, čega že nismo sposobni, oziroma o nekih skupnih zadevah, ne, ker država oziroma politika je po definiciji urejanje skupnih zadev. Bi jaz simbolno ta del epizode nekako pospremil s komentarjem, da sva tukaj pokazala v bistvu, kako lahko z različnim mnenjem skupaj ustvarjava uspešno zgodbo, kar mislim, da tale najin podcast je. Medtem ko naša politika dnevno kaže, da z različnimi mnenji ustvarja skupaj lahko vsaj do te točke precej neuspešno zgodbo, žal. Ne? Še nekaj nismo sposobni podeliti enotno nekih novinarskih nagrad v državi, recimo, ne? Kaj praviš? Drži, ne, mi imamo, kot je v Sloveniji že tradicija, 2 novinarski združenji, kot imamo marsikje 2 policijska sindikata, pa 2 skupnosti občin in tako dalje. Zdaj, ironično je morda to, da
so na neki točki nastali dve združeni, zato ker je bilo eno tako zelo enostransko in prevzeto, da pač druga stran ni našla drugega načina, kot da ustanovi novo, in zdaj imamo nekako to polarizirano situacijo, kjer vsak dela po svoje, in obe združeni sta v tem tednu razglasili novinarske nagrade, pri čemer bi lahko rekli, da so določene bolj bizarne od drugih, ne? Pa pogledava recimo, kaj imamo nagrajeno. Greva na par primerov, ne. Dve zgodbi, recimo zdaj govorimo o Društvu novinarjev Slovenije, ne. Dars in Litijska, ne, sta bili nagrajeni, bila je za obe zgodbi nagrajena ena novinarka, pustimo, ni pomembno, ampak imeli sta obe zgodbi en skupni imenovalec, ne, da si je tako preko Darsa kot preko Litijske Svoboda podredila v prvem primeru državnega upravljavca avtocest, v drugem primeru pa pravosodno ministrstvo, ne, kjer jim tudi očitno vpliv SD-ja ni bil, ne, po godu. Se pravi, dve zgodbi, ki sta v bistvu vladajoči stranki služili kot orodje za kadrovsko ekspanzijo tja, kjer tega vpliva še niso imeli. Pričemer je v primeru Dars dejansko šlo za totalno servirano zgodbo. Ne, tu ni šlo za neko hudo novinarsko raziskovanje, ampak je nekdo v kuverti prinesel ta posnetek, ne, ki je bil zelo jasno in instrumentaliziran, tako da če je to ta vrhunec novinarstva v Sloveniji, potem smo na dokaj žalostni situaciji, vendar pa ni vse tako črno. Ni vse tako, meni recimo se zdi en dober primer nagrade, ne, Staš Zgonik je dobil iz N1 nagrado za razkrivanje zgodb o zavajajočem oglaševanju, mislim, da na področju prehranskih dopolnil. Vidiš, za razliko od tega, kar sva govorila pri Darsu in Litijski, se mi zdi, da je na koncu javnost dejansko od takih zgodb celo nekaj ima. Ne? In to se mi zdi tisto, kar je poslanstvo novinarstva, se pravi prefiltrirati neke informacije, razkriti neke stvari, s katerimi si dejansko naši ljudje lahko na koncu pomagajo. Ne? Kar sicer velja tudi za politične zgodbe, če bi bile dejansko plod raziskovanja, ne pa zgolj serviranja, ko nekdo sugestije z neke politične strani, prinese pač neko kuverto in je to vse raziskovanje. Seveda je lahko to začetek raziskovanja, ne pa vse. Ne? In tu se mi zdaj zdi problem. Ne? Teh zgodb, ki so nagrajene na eni DNS-jevi strani ali pa tej ZNP-jevi drugi, se na koncu vedno v ozadju tiho veseli neka politika. V enem primeru bolj leva, v drugem primeru bolj desna, ne? Po mojem, ne? Pa na večer, ko bi se v neki, kot midva pogosto rečeva, resni državi delile resne novinarske nagrade, ne, bi morala politika trepetati pred tem, kaj bo. Drži, ne, in če izpostavimo še nagrade ZNP-ja, nagrado je dobila Tanja Brkič iz Nove 24 TV, ne, pri čemer sicer je treba priznati, da je to njeno delo, ne, marsikdaj je zelo tudi ključno, ne, ali pa je recimo pokazalo osvetlilo neke teme, ki jih sicer ne bi videli, ne, ampak je pa vendarle v takem vzdušju zadeva potem predstavljena, da nekoliko ta zadeva zbledi, ne, lahko pa čestitava tvojemu nekdanjemu kolegu iz Petru Avseniku, ki je prav tako prejemnik nagrade. Ne. Res je, veš, tisto, kar me pa potem zmoti, ne, so pa obrazložitve, pa ne bova čigava obrazložitev je to, ne, novinarski pristop daje gledalcu priložnost, da si sam oblikuje mnenje, ne da bi mu ga novinar vsiljeval. Ja, za božjo voljo zdi se mi, da moramo enkrat tudi v tej državi naravnost povedati ponosno kot lastniki ali pa kot uredniki medijev, da je naš medij liberalen, da je naš medij konzervativen, da bomo, ne vem, aktivno proti vsaki vladi, v kateri je Janez Janša. Tega je težko, to je težko priznati, ker ni enostavno. To na Zahodu gre. Tudi če si konzervativen na Zahodu, nisi a priori proti vsemu, kar naredijo demokrati, in če si liberalen, nisi a priori proti vsemu. Predvsem pa je veliko več analize in komentiranja lastnega pola. Ne. Tam tudi liberalni mediji služijo kritiki, predvsem svoje, recimo na narekovajih politične opcije in obratno. Ne. In zdi se mi, da moramo na neki točki malo obupati nad tem zavijanjem v celofan nepristranskosti in ne vem, in kakovosti. Ne. Vse je oboje, tudi pro-desni, pro-levi pogled je do neke mere gotovo lahko kakovosten. Je pa ravno tukaj kvaliteta medija, da tudi svojo stran uspešno analizira, česar si pa, se mi zdi pri nas ne na levi, ne na desni, niti zares ne upajo. Ne. Tako je, in že vidiš, v tej oddaji se mi zdi, da bi marsikaj lahko bilo fata morgana, od nagrad pa že do česa, kar smo omenila prej, ne, ampak ena najbolj eklatantna fata morgana in privit je pa to, da je imel v Parizu Robert Golob izjemno pomembno in za Slovenijo ključno srečanje z Donaldom Trumpom. Ja, najprej sploh ni namena iti. Danes cel svet čaka na te volitve, zato ker verjame, da se bo tudi na teh volitvah odločali spet o istih temah, o demokraciji in pravni državi.
In vsi ti, ki kršijo mednarodno pravo, resno računajo na enega kandidata. Jaz verjamem, da celoten svobodomiselen svet pa računa na kandidatko. Kaj bo pa pokazal čas, bomo pa vedeli. Kakšna ironija usode in zgodovine se je zgodila Robertu Golobu, če smem reči tako, ne, ko je najprej označil še pred volitvami ameriškimi Trumpa za izbranca nekih temnih sil, da vsi samodržci stavijo na njega, potem pa sta se s partnerko Tino Gaber, nimam druge besede, rad bi jo našel, ampak ni druge besede kot takole, pol minute približno, kolikor ima je bilo dano na vhodu na večerjo, slinila okoli novega oziroma novo izvoljenega predsednika ZDA. Ja, pričemer, ko smo že pri novinarskih nagradah, mislim, da bi lahko podelili kakšno tudi za najbolj bizarno poročanje o tem dogodku, ko so to polminutno stanje pred dvorano, kjer sta ga dobesedno ujela v zasedi, nekateri mediji predstavljali kot veliko srečanje v palači, celo videli smo fotomontaže, kjer so odrezali princa Williama, češ, da je to zdaj fotografija srečanja Trumpa in Goloba. Je pa lahko, če si že zamudil v New Yorku srečanje z Golobom pred volitvami, s Trumpom, je pa Golob zdaj dobil ta svoj selfie. Ko govoriš o zasedi, bi te opozoril na v ozadju zelo pomenljive geste gostitelja Macrona, ki je nekajkrat že odšel malo stran od te zasede in se potem vrnil in je nekako z neverbalno komunikacijo tudi potrepljal je Goloba vmes po hrbtu. Bilo je razumeti, veš, tisto kot daj Robi, prosim, gremo jest, mudi se z uradnim protokolom, pa boš kasneje prišel do kakšnega selfija. In zdaj predstavljaj si, kako je moralo biti resnično tam na licu mesta bizarno, če si predstavljaš še tretjo osebo, ki je to takoj, ko je zagledala Trumpa, začela beležiti z mobilnim telefonom. Meni bi bilo nerodno, ker mi je nerodno že, ko gledam otroke na koncertu Taylor Swift in je bilo to ravno nekako tako. Ko smo že pri selfijih, kar precej selfijev je ta teden nastalo v sirski predsedniški palači, v katero so vdrli Sirci, potem ko je iz nje odšel dolgoletni samodržec Bašar al-Asad, s tem se je končala neka doba v Siriji, pravzaprav so uporniki iz severa zasedli v nekaj dneh celotno zahodno Sirijo, ki je tudi ta bistven del države, kjer je večina prebivalstva skoncentrirana, tako da je to pravzaprav skoraj kot bi celo državo zasedli. Je pa zanimivo, kako zelo so prodor teh upornikov, ki so bili še nekaj let nazaj pravzaprav podružnica Al-Kaide, z nekim upanjem pospremili naši levičarski politiki od Joea Bidena do Tanje Fajon. In Roberta Goloba, seveda izjemno neprijeten občutek sem imel, ko so tako enostavno prikazali ta fantastični, enostavni črno-beli svet, v katerem živimo, češ da je to izjemna priložnost in upanje za sirsko ljudstvo. Zdaj seveda, nedvomno je bil Asad velik tiran in ga je tudi ščitilo to veliko nasilje, ki se je dogajalo v ozadju njegovega režima, ampak kakorkoli, ohranjal pa je eno krhko, zelo krhko ravnovesje, sploh za ta del sveta med etničnimi pa verskimi ločinami. In zdaj, kot si že sam omenil, je dejansko država na tem, morda že čisto na tem, da zdrsne v neko radikalno islamizacijo. Zdaj, kakšna priložnost je potem to za ljudstvo, res ne vem. Zdaj, novi voditelj, se mu reče predsednik, ali kako se mu reče, je sicer hkrati napovedal neko vključevanje, po drugi strani pa tudi napovedal, da bo uvajal šeriatsko pravo, to je izrazito. Pa mislim, da ga imajo Američani na listi teroristov. So ga imeli, ne, če ga imajo še. Hkrati je, ne če on, ampak vsekakor njegova organizacija ob zasedbi Damaska napovedala, zdaj gremo nad Jeruzalem. In mi je ironično, kako nek tak kratkoročni interes v smislu, da dajmo odstaviti Asada, kjer je zaveznik Rusije in Irana, povsem poteptamo, ko gre da ga zasede nekdo, kdorkoli, samo da je zgolj na papirju nekako kao naš zaveznik, pri čemer me to spominja na zgodbo iz druge svetovne vojne, ko so srbski četniki rekli Angležem, da bojo prenehali z sabotažami na železnici do Grčije, ker je enostavno žrtev talcev, ki jih potem Nemci pobijajo preveč, pa so potem na ta način Angleži prešli na Titove partizane, ki teh težav niso imeli, in potem ga opozori Churchilla,
ta dopisnik iz Jugoslavije, ne, ga opozori, ampak veš, ne, če to naredimo, če podpremo Tita, bo komunizem v Jugoslaviji, ne, pa ga Churchill vpraša ti, pa kaj si želiš ti živeti v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni, ne. Pa reče on, ne, pa reče Churchill, jaz tudi ne, v redu, ne. Tako se mi zdi, na tak način gleda Zahod pogosto in na Ukrajino in na Sirijo, torej pravzaprav neke naše kratkoročne interesi, kako bo pa za življenje tistih, ki tam živijo, pa mislim, da nikogar zares ne zanima. In opozorilo za Zahod se mi zdi pa še to, ne, da pogledamo, kako se je godilo ženskam recimo v 50-ih, 60-ih letih v Iranu, v Iraku, v Siriji, v Egiptu in tako dalje in kako se jim godi danes. Je to zelo pomembno opozorilo, kaj prinaša, bom rekel, ta šeriatsko pravo. Šli smo v regresijo dejansko, ne, na slabše. Zdaj, marsikaj v tej epizodi me je asociiralo, verjamem, da tudi najne gledalce, na psiho in sociopatijo v političnih krogih. Ta teden smo videli eno gostovanje pri Marcelu, ne, bila je psihologinja Andreja Pšeničnik, mislim, da je lepo v enem stavku opisala, česa v sodobni politiki najbrž res ne samo slovenski manjka. Poglejte to. Se mi zdi, da je vse manj poudarka pri izgradnji tega, čemu rečemo superego, ne, se pravi tega našega notranjega kontrolorja, ki nas drži na socialno sprejemljivi strani, pri čemer, ne, recimo pri narcisih, kontrolni mehanizmi, vsaj nekaj malega sram, recimo, obstaja kot kontrolni mehanizem. Ja, psihopatih ničesar več ni, ne, psihopati o sebi nič ne dvomijo in oni so v stanju potem slediti svoji ideji, ne glede na to, kaj okolica misli. No, s to mislijo pa zaključujemo tudi današnji tedenski safari. Znova se vračamo prihodnji teden s svežimi analizami. Do takrat pa nas lahko spremljate tako na YouTubeu kot na socialnih omrežjih TikTok, Instagram in pa Facebook. Ne dvomim, da nam boste sporočili tudi, do katere mere in kje ste teh lastnosti, ki so bile opisane, našli v slovenskem političnem prostoru več. Do takrat. Sicer pa smo sprožili kar nekaj dilem, tako da lahko se pa strpno in spoštljivo debata nadaljuje tudi v komentarjih. Nasvidenje. Lep pozdrav.